Naš gost. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na različne načine bi lahko začel današnjo oddajo Naš gost. Najbolj pravi način je z voščilom Zlatomašniku. V našem studiu namreč prav lepo pozdravljam patra Janeza Mihelčiča, misionarja, čigar delo smo spremljali nadaljavo, zdaj sem pa zelo vesel, da bova krmljala takole na blizu. Pater Janez, dober dan, dobrodošli in res iskreno voščilo ob 50 letih mašništva. Hvala za pozdrav, hvala za čestitke, da pejva naprej. Greva naprej, tako s pogovorom bova pogledala v vaše življenje, na moč bogato, pestro življenje, delo jezuita, ki se je predal misijonom, ki je Ignacija Lojolskega spoznal kot mladenič, ampak jaz bi šel zdaj še pred to spoznanje. Pater Janez, odkot prihajate, kje so vaše korenine, kakšno je to družinsko ozadje, ki je dalo tudi novomašnika? Rojen sem v Radovljici leta 1942, kjer je bil moj oče organist do svoje smrti. Skoraj 50 let bil organist v Radovljici. Tudi sem bil v eni taki zelo družini, ki je bila blizu cerkvi. Tako da kot otrok sem začel ministrirati, osnovnošolc. Mi je pa še pred osnovno šolo, ko sem bil 6 let star, mi je mama umrla, ampak oče se je potem spet poročil, tako da imam od te druge mame imam 2 brata in eno sestro. Potem sem pa 8 let v Radovljici hodil v šolo, potem pa 4 leta se z vlakom vozil v Kranj vsak dan. In 61. sem maturiral in vstopil v bogoslovno semenišče v Ljubljani. O misijonih sem sicer kot otrok sanjal, ampak jaz sem bil takrat ob maturi, jaz sem bil prepričan, da za pot v misijone potnega lista ne bom dobil. Takrat to ni bilo za misel. So bili že takrat misionarji, ampak jaz tega nisem vedel. In pol leta sem bil v Ljubljani v bogoslovju, so me pa poklicali k vojakom. In sem pol drugo leto bil v Makedoniji, Resen, najjužnejša občina Jugoslavije. Mi niso mogli dal poslati. Ne, ni šlo. Ja. In ko sem 63. prišel nazaj, raven za Velik Šmarn so bogoslovci imeli rekolekcijo in sem prišparal 2 dni od krvodajalske akcije, da sem lahko prišel na tisto rekolekcijo. In ko pridem tja, mi gospod Oražem, ata Oražem pravi, a ste že bili pri škofu? Se pravi, ne, da pejte hitro, mogoče vas bo poslal v Rim. Grem k gospodu Pogačniku, mu povem, kaj mi je gospod Oražem rekel, in pa poskusimo še enkrat. Stvar je bila v tem, da je tisto leto, to se pravi 63. je imel prvo možnost, da pošlje 2 bogoslovca na študij v Rim. Prvo možnost po vojni. Iz Maribora so jih en let prej poslali, iz Ljubljanske sta bila pa, jaz sem bil med prvimi, ne? Ampak takrat je dobil 2 štipendije, ali kako bi se reklo, ne? Tako da 2 sta lahko šla v Rim. Ampak ta namen študija v Rim poslati vas tja, je bil kakšen? Študij kakšne vrste? Bogoslovje. Bogoslovje, takrat še nič kaj posebej, profiliranost, kako... Ne, sploh ne, ampak pač študij splošnega bogoslovja. Škof mora gledati, da ima vse sorte specialiste. Tako. In jaz sem v Rimu filozofijo delal. To sem hotel povedati. 2 mesta je imel, eden je dobil potni list, ta drugi pa ne. In predloži 3. bil tudi zavrnjen. Kot sem slišal, v enem slučaju je bil oče pri domobrancih, v drugem slučaju bil pa sam v Pazinu, se mi zdi, in to ni bilo zanesljivo. Potem so pa z notranje uprave škofu rekli, in spisek nam dajte, koga ste pripravljeni poslati, pa bomo mi izbrali. Škof rekel, pa vi pošiljate, ne jaz, ne gre pa samo eden. In v tistem sem jaz prišel od vojakov. To je bilo pa pogoj za potni list. Ja.
in škof pravi, pa poskusimo še enkrat. In tam napiše pismo, ki sem ga jaz sam odnesel na Mačkovo. In zdaj točen dni ne vem, ampak mislim, da en ali pa dva dni potem sem zakristiji na Brezjah. Vidim škofa, me pogleda prav, zaprosite za potni list, ga boste dobili. Se je vedelo naprej, da bo eden tisti in da ste pravi? Je že vedel, da so mu že odgovorili, da mi bojo dali potni list. In tako sem jaz padel v Rim. V Rimu je pa takrat ves študij šel v latinščini. Jaz sem pa latinščino malo, v gimnaziji smo se jo malo učili, ampak čist tako prostovoljno, smo zmeraj odlagali. Profesor je bil zelo pozabljiv in smo zmeraj pred uro a se pripravil, ne. No pa rečemo, da tega še nismo. Potem vas je pa skrbelo, ko je prišel v Rim na vrsta? Jaz skrbelo, v zadregi sem bil, seveda. Tako? Ja, tako da prve pol leta sem se učil latinščine, univerza je zahtevala, da naredim izpit iz grščine, iz biblične grščine. V Germanikumu smo govorili nemško. To sem imel 8 let nemščine in tudi tega se sploh ne spomnim, da bi imel kakšne težave. Ampak poleg filozofije, ki naj bi študiral, sem moral se učiti italijanščino, latinščino in grščino. Tako da sploh ne vem, kako se je to zgodilo, ker že okrog Božiča sem se pogovarjal s patrom Špiritualom, če ni mogoče to, da sem dobil potni list in božji namig, da grem še kam dal, misijone. Prav takrat ste se začeli o misijonih spraševati? Ne, jaz sem tam do Božiča, tudi ne vem, pri vseh tem študiju sem prebral vse, kar sem dobil o svetem Ignaciju in svetem Frančišku Ksaveriju. Kam? Afrika je prevroča. Nisem vedel, kako vroča Japonska. Za Azijo je bila pa Indija, Kitajska pa Japonska. Drugega nisem nič vedel o Filipinih, Koreji. Nisem nič vedel. V Indiji toliko jezikov, kdo bo tega hodil. Vseh se ne moram naučiti. Na Kitajsko se ni dal. Tako da je bila Japonska edina dežela, kamor sem lahko šel. No ja, tako da, ampak zdaj je bil pa dilema. To, da me je gospod Škof poslal v Rim, je tudi božja volja. In kaj naj zdaj naredim? Kaj je božja volja? Ne pa Škof odloči. In v počitnicah, ko sem prišel, pridem k gospodu Pogačniku, mu vse to povem. In on pa citira škofa Jegliča. Škof Jeglič so zmeraj rekel, za en misijonski poklic Bog da 2 drugo doma, če imate poklic, jaz vam dam svoj blagoslov. In pa je bilo, to smo se že prej v Rimu dogovorili, da filozofijo bi dokončal, sem še 2 leti ostal v Rimu. In potem pa v novicijat na Irsko, da se naučim angleščine spotoma. Spet nov jezik. Zato ste danes poliglot s tolikimi jeziki. Ne, ker to je bil pa pogoj za šolo za japonščino na Japonskem, da znam angleško. In 66, preden sem šel na Irsko, sem imel že karto v žepu in sem šel se posloviti od gospoda nadškofa Pogačnika. In bil pa v tej Mlakarjevi vili v Bohinju. Mislim, da sem šel s kolesom tja. In se poslovim, me pogleda prav, takšne potrebe tukaj, vi pa greste. Še eno sem pozabil, v Germanikumu smo morali priseči, da ne bomo vstopili ne k jezuitom, ne v kakšen drug red, brez papeškega, brez dovoljenja svetega sedeža. Ja. Tako in jaz sem moral dobiti to dovoljenje. In to je bilo pa 64. med koncilom. Je bil pa gospod Pogačnik v Rimu in grem k njemu in mu povem, da rabim to pismeno dovoljenje, da grem, da bi dobil to dovoljenje od svetega sedeža. Torej, da greste k jezuitom? Ja, in misijone. Tako, ja. Hkrati oboje. Ja. In zame je to bilo zmeraj
kot dve roke, nobene ne dam. In pravi, raven danes smo v koncilski avli govorili o tem, da ne samo škofije, ki imajo obilico duhovnikov, ampak tudi tiste, ki so bolj na tesno z duhovniki, ne smejo biti škrt za misijone. In jaz to zdaj delam. Podpis in dovoljenje. Dovoljenje, ja. In torej, prvič dam svoj blagoslov. Jaz to delam, kar cerkev hoče. Ne? In ko sem se pa poslal, pa take potrebe tukaj vi pa greste. Ne? Prvič pokazal, kako čuti. Prej pa zmeri tako velikodušno. Tako da jaz sem zmeri to čutil kot en prst Božji. Da meni zmeri to gor držal. A mislite, pater Janez, da bi bili kot duhovnik manj srečni, če bi ne dobili teh dovoljenj, če bi ostali doma, ne vem, če bi bili recimo jezuit v Ljubljani, profesor tule nekje? Ne, takrat je bila, misijone in jezuiti so bili zame tudi kot obe roke, nobenega ne da. In jaz sem takrat bil pripravljen, če škof ne da dovoljenja, bom ostal škofijski njegov bogoslovc. Torej škofijski duhovnik, ja? Ja. In bi zlato mašo praznoval že gotovo pred 5-6 leti. Potem pa novicijat na Irskem. Do tja sva prišla. Kako se spominjate te Irske? V kakšni družbi ste bili? Kakšna so bila tiste leta tam? To je bilo ravno po koncilu in ko sem odhajal na Irsko, je eden rekel, tam na Irskem imajo tudi liturgično reformo, zdaj med mašo rožen spojejo. Mislim, to je ena zelo grda šala, ker so eno leto je bil prejšnji magister novincev, pa se pa zamenjal in prejšnji zelo lepo pripravil, tako da so vse te spremembe, ki jih je koncil zahteval, da smo vse to uvedli. Zelo pozitivno se spominjam. Nas je bilo pa kar 25 v 2 letnikih. Samo te domačini so bili vsi veliko mlajši, da so raven iz šole. Jaz sem bil pa že vojašno, pa 3 leta Rima za sabo. Tako da je... Da ste jim bili lahko mentor? Mentor mogoče raven ne, ampak to je pa spet malo, ko bi rekel, ni lepo, da tako rečem, ampak jaz sem čutil, kot da sem tega Ignacijevega duha več dobil v Germanikumu kot v novicijatu. Ker Germanik je pa zelo ponosen na to ignacijansko tradicijo in zgodba je, da v prvih letih, ko je bil svet Ignacij še živ, je bil enkrat Germanik v strašnih finančnih težavah in vsi svetniki so Ignaciju govorili, to bo treba zapreti. Ignacij pa rekel, ne, pa če se moram prodati. Ker takrat si se lahko prodal za odkup teh sužnjev muslimanskih. Torej za Germanik se je bil Ignacij pripravljen prodati. Pa veliko let kasneje, čisto v drugih okoliščinah, so ga pa vprašali, če bi mu bilo težko, če bi družbo Jezusovo ukinili. 15 minut pred najsvetejšim zakramentom. Pater Janez, kaj je bilo tisto, ko ste spoznavali ignacijansko duhovnost, da vas je tako prevzelo, da ste ji potem, lahko rečemo, posvetili življenje? Ne vem, ne morem nobenega konkretne stvari pokazati, ampak jaz sem nekako čutil, da so ti ideali svetega Ignacija in svetega Frančiška isti, kot jih imam jaz. In zato sem se rekel, zakaj se pa ne bi pridružil. Ampak, in to je bilo še vse tako bolj pogojno, ker Božja volja je bila to, da me je škof poslal v Rim. Dokler nisem dobil od škofa tega dovoljenja, sem bil pripravljen na karkoli. Če zdaj pogledate na to svoje bogato življenje, vse povsod na vsakem križišču je Božja volja tista, ki vas je poslala v pravo smer. Ja, zelo. To je, ne vem,
Svet Avguštin ima tam prav, išči zasluge, išči to, pa ne boš našel nič drugega kot milost. Mislim, tega se dosti zavedamo. Jaz se poskušam velikokrat tega spomniti, da je, ker naše življenje je božji dar. Ne. Pa se pa okrog vrtimo. Tako o življenju kot zlatomašnik razmišlja pater Janez Mihelčič, misionar, ki je danes naš gost. Pri mladosti sva na tej najini kronološki poti še vedno, čeprav ste bili starejši od vrstnikov, še vedno mladi na Irskem. Kam naprej? 8. septembra 1968 smo imeli večne zaobljube zvečer, pa sem prespal v noviciatu. Naslednji dan sem šel v Dublin, tam enkrat prespal, naslednji dan sem pa čez London letel na Japonsko. Kar takoj na Japonsko? Takoj. S kakšnimi pripravami na to povsem drugo kulturno okolje? Kakšne so bile priprave na Japonsko? A ste se, aklimatizirali, če rečem grdo, šele tam, ko ste dospeli? Na to niti nisem pomislil, ampak jaz sem bil pripravljen sprejeti karkoli. In to sem v šoli za jezik, 2 leti na Japonskem, najprej sem bil v šoli za jezik in tam so bili Amerikanci, pa kdo še vse bil, kar nekaj, nas ni bilo tako veliko, 10 nas je bilo, ampak vsak iz druge dežele. Vsi že jezuiti, vsi že v skupni družbi ali kako? Večina so bili jezuiti, smo pa imeli tudi verbiste, pa ne vem, a je bil še kdo, mogoče druge ne bilo, to je bila šola za jezik in so bili tudi drugi z nami. Ja. Ampak to sem hotel povedati, da zame so bili kulturni šok Amerikanci, ne Japonci. Zakaj? Ja, domnevam, da zaradi tega, ker Japonce sem bil pripravljen sprejeti, kakršni so. Drugačni, sem že naprej imel ta predsodek, da so drugačni. Ja. Nisem nič sekiral. Za Amerikanci sem bil prepričan, da so take kot mi. Pa so bili zelo drugačni takrat. Ja, mislim, to je v takih osebnih odnosih. Ja. No in tak slučaj, ki sem v tem zamislil, ne. Sami smo pospravljali po hiši, ne, in ne vem, je bilo pred veliko nočjo, ko je bilo kapelo treba lepo pospraviti. Jaz sem sebe smatral, da sem za take stvari zmeraj zelo, kako bi rekel, sposoben, ne, da znam prav narediti. Ne, in tam smo pometali in verjetno sem rekel kakšnemu Amerikancu, kako naj to naredi, in pa vrže metlo na tla, prav, ti zmeraj vse bolj veš. Aha. Torej si ni pustil svetovati. Ja. Ne, ampak mislim, jaz sem mislil, da vsak tako misli kot jaz. Ampak take reakcije recimo pri kakem japonskem sobratu ne bi dobili? Verjetno ne. Ampak, so bolj umirjeni? Sploh to, ja, Japonska je za ta del zelo, ampak tudi Japonci se miselnost, da smo člani skupnosti. V japonščini je to izredno globoko, ta zavest, da nisi samo individ. To je tako globoko, da je v jeziku, v japonščini je lažje reči mi kot jaz. Aha. Ker v japonščini ni osebnih zaimkov, ne, so samostalniki, ki jih rabiš tam. To sem enkrat kasneje, ko sem študiral lingvistiko, zvedel. Osebni zaimki so za otroka, ko raste, izredno težki. In mama to čuti in mu reče, ne reče, bom jaz naredila, ti bo mamica naredila. Rabi samostalnik namesto zaimka. Vse se da izraziti. Ne? Zanimivo, ja. In japonščina kot jezik nima osebnih zaimkov. Ima ko se reče, to so kazalni zaimki. Kazalne zaimke ima, osebnih pa ne. In so določeni samostalniki, ki se jih rabi na tem mestu. In reči, da rabi ta samostalnik je za sebe, za prvo osebo, je nevljudno. In zato, če rečeš mi,
v množinski obliki, ker spet množinska oblika. Japonščina nima jednine in množine, ne, kot mnogi drugi jeziki. Ampak to, če prevedemo, ne, v slovenščino, namesto mi, kar rabijo, to je zmeri posod. Za jaz pa moraš biti zelo previden, kdaj ga rabiš. No, zanimivo, ja, to res veliko pove o kulturi in o tamkajšnjih ljudeh. 2 leti, pravite, je bilo te šole za jezik. Šole za jezik. Poj so me pa poslali, da se učim ruščino. Potem pa še ruščina. Ker kmalu po tistem, ko sem prišel, ne vem, je bilo 2-3 meseca, da me pokliče en pater z univerze, ki je ustanovil oddelek za ruščino, in ker sem bil iz Jugoslavije, me pokliče in pravi: a ste študirali ruščino? Niti besede. A bi jo zdaj? Ja, zakaj pa? Ja, predavatelja rabimo. In jaz pa v tem sploh nisem niti veliko vedel, niti mislil, da bi bil kjerkrat, da bi delal na šolah. Nič nisem posebno mislil, župnik ali pa kakšno socialno delo, kaj takega sem tako nekako predstavljal. Pa je bilo pa ta vprašanje za šole. Pa sem pa se pozanimal, spraševal druge, in na Japonskem so šole izredno cenjene in važne za cerkev. To je pred leti sem nekje bral, da je na Japonskem je kristjanov kakšen procent, od tega manj kot 0,5% katoličanov. Pa protestantov je kar nekaj skupin, ampak tako da sredi prebivalstva je samo slab procent. Ampak na sociološke take raziskave pravijo, da vpliv krščanstva je pa tako, kot bi bilo 15 ali pa še celo več procentov kristjanov na Japonskem. To je tudi en tak podatek 97. leta, ko sem odhajal z Japonske, je bilo med 10 najbolj branimi japonskimi pisatelji 7 katoličanov. Res? Torej bi ta vpliv, če rečemo, ne vem, na vzgojo naroda, na vrednote, ki jih prenaša naprej, je bil tako močan? To ne samo zaradi krščanstva, mogoče bolj zaradi zahodne kulture, ne, ki je pa krščanska v svojem bistvu. Tako da ne toliko mogoče direktno zaradi kristjanov, ampak zaradi tega vpliva Zahoda. Ker Japonci imajo pa zdaj, tega se ne sme nobenemu povedati. En kompleks manj vrednosti pred Kitajci in zapadnjaki, Evropejci, Američani, in kompleks več vrednosti pred Južno Azijo. In to je en tak, recimo Kitajci nimajo nobenega kompleksa manj vrednosti pred Zahodom. Oni se čutijo suverene, ne? Japonci pa ne. Japonci imajo pa ta dvojni kompleks in to je treba biti zelo obziren. Ja, tako je, ne, to so dejstva. Ampak biti med Japonci, med japonskim človekom, med japonskimi ljudmi v tisti njihovi kulturi, a ste se dobro počutili, pater Janez? Kot riba v vodi. Tudi japonščino sem se še kar dobro naučil. Zgodilo se mi je po telefonu, da so se mi oproščali. Oprostite, nismo vedeli, da niste Japonci. No, krasno, to je pa res, to je pa res lepa ocena. No, tole se jeziki vam, slišimo že zdaj v tej pripovedi, nikoli niso delali težav. Takole vmes vas vprašam, pater Janez, v kolikih govorite in pišete, recimo? Takole, kot se zdaj pogovarjajo, se lahko pogovorim še v angleščini, nemščini, japonščini in ruščini. Tako da teh 5. Pa berem pa še lahko francosko, špansko, italijansko, pa starene, grško, pa hebrejsko. To sem se vse, ampak... Ja, prstov vam je zdaj le zmanjkalo. Ja. Ampak noben jezik ni lahek.
To ni treba misliti, da se to, kar sem kot otrok, sem zmeraj tisto za binkošti. A ne bi bilo fajn, da bi tako lahko govoril v vseh jezikih. Ampak vi ste temu že kar blizu. Ja, sej jaz to zdaj razumem, da mi je Bog dal, ampak s trudom. S trudom, ja, zagotovo. Se je bilo treba potruditi. Zagotovo, ampak ta trud ste prelili v to, da ste navduševali tudi druge, da ste jim prenašali znanje. Rekli ste že prej, da smo zaslutili tudi tisti, ki ne poznajo vaše poti, da vas je potem odneslo v profesorske vode. Ko so rekli, nekoga bi potrebovali za ruski jezik, potem ste sami rekli, sam nisem nikoli mislil, da bom profesor, ampak ste. Kakšna je bila ta pot potem, po tistem učenju ruščine, ko ste jezik osvojili? Kam ste šli predavati? Na naši univerzi, tam, kjer sem študiral, na istem oddelku, kjer sem bil študent, sem potli po... Torej na Japonskem? Na Japonskem, ja. Po ruščini sem... Je bilo to v Tokiju, prostite? Seveda, seveda. V Tokiju je... Na Japonskem imamo jezuiti uradno 2 univerzi. Ja. Eno v Tokiju, ki ima okrog 10,000 študentov, pa še eno univerzo glasbe v Hirošimi. Ta pa mehna, ne par 100 študentov imajo, ampak je en belgijski jezuit jo je osnoval in je pomenoval po takdani kraljici belgijski Elizabeti in je ta tradicija kar dobro deluje. Ampak ta univerza v Tokiju je pa splošna. Medicinske fakultete nimamo, ker medicina je na Japonskem izredno draga. Študij in zdravljenje. Ostale fakultete imamo praktično vse, tehnične, elektroniko, elektriko in humanitarne. Sem bil na oddelku za ruski jezik fakultete tujih jezikov. Da smo imeli angleščino, nemščino, francoščino, španščino, portugalščino in ruščino. To so bile fakultete. Smo vsak let sprejemali okrog 50, malo več študentov, ker tam je tako Ministrstvo za vzgojo zelo strogo gleda, da si v tistih okvirih, kot imaš dovoljenje. Če imaš toliko študentov, kot si prijavljen, zato pa moraš imeti toliko knjig v knjižnici, pa toliko kvadratnih metrov na študenta. Če si v tistih okvirih, ti dajo podporo. Če pa prideš ven iz teh okvirov, ali navzgor ali navzdol, se pa podpora zmanjša. Ker če imaš premalo študentov, to pove, da se ne zanimajo zate, da študenti ne pridejo. Če jih imaš preveč, pa pomeni, da ko se mešaš z vodo, ne, da razrečuješ, da spet ni. Mi smo bili pa zmeraj, smo gledali, da smo bili v teh okvirih. Na Japonskem sta paralelno državno ali pa tako javno šolstvo in privatno šolstvo. In na univerzah je, koliko je bilo, 30% v javnih, 70% študentov študira na privatnih. V sklopu iste univerze torej? Ne. Ja, razumem. So ločene. Čisto ločene. Ja. In te javne imajo državni proračun, da v javnih je racio med študenti in profesorji 11 študentov na enega profesorja. V privatnih povprečje je 41 študentov na enega profesorja. Pri nas smo imeli pa 19 študentov na enega profesorja, tako smo bili nekje na sredi med... In poseben za tuje jezike smo bili zelo priznani, smo bili nas smatrali za najboljše za tuje jezike. In to je pa verjetno precej zaradi tega, ker so, saj jezuiti smo bili velikrat nosilci jezika, da svoj jezik predaval in stalno tam. Na javnih univerzah tudi povabijo tuje, ampak oni pridejo za leto ali pa 2. V enem letu se navadi, pa začne predavati, pa gre. Mi smo pa imeli stalno svoje
govorce. Tako da mislim, da je bil to glavni faktor, da smo bili tako priznani. Pater Janez, ko človek pomisli, ali pa ko se pri nas v Sloveniji pogovarjamo o misionarjih in ko omenimo izraz misionar, v glavnem velika večina pomisli na Afriko, morda tudi na Azijo, pa na druge celine, ampak na delo v eni taki skupnosti ubogih, pri tem, da so in zdravniki in socialni delavci, seveda z vso pastoralo in skrbijo za Gospoda, ki ga širijo mednje. Vaše misijonsko delo, misionarsko življenje je bilo pa v tej luči drugačno. Drugačno. In to se je že pokazalo med drugim Vatikanskim koncilom, ker takrat prvi tekst predloga za to konstitucijo v misijonih, ko so jo japonski škofje brali, so rekli, pa mi sploh nismo v misijoni. In so dosegli, da se je to, da že takrat pri tem prvem osnutku so se zavedali, da tako ne gre. Jaz sem smeri tako nekako rekel, Japonska je bila med razvitimi, pa zelo razvitimi deželami, ampak kar se tiče evangelija, to ne pomeni, da ga poznajo. Ne? Mislim, da je pa delo pa čisto drugačno. In če vi kot duhovnik, seveda, zdaj pogledate nazaj v ta leta, ne samo na Japonskem, tudi pozneje na poti, ki jo bova seveda še omenila, koliko je bilo tega oznanjevanja, koliko je bilo evangelizacije? Vi ste seveda učili jezik. Tisto je ena strokovna reč, ki jo lahko prenese in počne kdorkoli, laik vsake vrste, da ima le pravo izobrazbo. Koliko je bilo tega pastoralnega dela, sploh mogočega, recimo na Japonskem? Direktnega ob nedeljah, praznikih, med počitnicami sem šel na župnije, tako da sem imel tudi to izkušnjo. Drugače pa to, recimo naša univerza je v konstituciji, recimo ko najemamo profesorje, se morajo dati soglasje, da se strinjajo z našimi ideali, z našimi vrednotami. Ker če bo tam nekaj drugega učil, pa ne gre drugam, ne ostane pri nas. In za študente so pa v prvem letniku vsi študenti imeli direkten prevod, je nekako antropologija, ampak ni tako filozofska antropologija, ne, kaj je človek. To so pa predavali samo duhovniki ali pa redovniki ali pa redovnice. Tako da je vsak naš študent je nekaj izvedel o krščanstvu. In to smatram je bil dober razlog, da se lahko imenujemo katoliška univerza. Koliko let ste bili na Japonskem, pater Janez? Samo 29. Samo 29? A so bila to kakšna leta, kako bi jih ocenili, če bi jih morali na hitro opisati? Leta presenečenj, zadovoljstva, veselja? Ja, prva leta sem bil študent, ta prvo 2 leti japonščine, potem 2 leti ruščine, potem 2 leti teologije. Tako da sem 75 sem prišel do posvečenja. In zato letos praznujem zlato mašo. Tako, z vsem študijem ste bili potem 75. posvečeni? Ja. Pa je bilo pa treba dobiti višjo kvalifikacijo, ali magistraturo, ali doktorat, ampak jaz za doktorat se nisem nikoli zanimal. In takrat je bila na japonskem magistratura še dosti, da si lahko predaval na univerzi. Zdaj mislim, da ne gre več, da zdaj moram imeti doktorat. Ja. In jaz sem ruščino dobro razumel, ampak govoril pa nisem nikoli in sem zelo malo prakse. In sem malo računal, če bi mogoče dobil štipendijo za Sovjetsko zvezo. In takrat je jugoslovanski veleposlanik na Japonski bil Slovenec. In je za svoje sodelavce povabil, za tehničnega svetovalca je povabil enega inženirja iz Iskre.
s tistem sem jaz spoznal, da so diplomati in nediplomati, to sta dve različne pasme. Ker ta inženir, z družino smo se zelo dobro razumeli, sem bil večkrat pri njih, ali pa ta hčerka je takrat raven končala gimnazijo in je rabila, pri nas študirala, ker mi smo imeli tudi mednarodni oddelek, kjer so bili predavanja v angleščini. In pa, ko je bilo 75, ko je bilo treba nekaj študirati, je pa kulturni ataše raven odšel, tako da je ta tehnični ataše ga zamenjeval. Jaz sem pa mislil, da bo dobro, da imam eno priporočilo z ambasade, za veleposlaništva. Ja. So mi napisali, sem prepričan, zelo pozitivno priporočilo. Pa pridem v Slovenijo, naslednji dan me kličejo iz verske komisije. Sem rekel, kako pa vejo, da sem že tukaj. Ja. Takrat se je vedela vse, zelo na hitro. Ja. In kaj zdaj hoče od mene priti? Ja, veste, kaj je tista vaša prošnja za štipendijo, je bila tukaj pri nas, ampak vse boste razumeli, da ne bo šlo. Pa so pa enkrat na enem sprijemu, Patruševu, ki je bil takrat provincial, rekel, pomislite, kaj bi se zgodilo, če ta ruski računalnik vidi, da je Jugoslavija dala štipendijo Slovencu. Ja. Srbu, Črnogorcu, to ni vprašanje, ampak Slovencu, to je že vprašljivo. Duhovniku, jezuitu, ki je bil na Japonskem, če tukaj CIA ni umešana, pa ni nikjer. Ja, potem res niste bili pravi profil za to. Ja. In pa sem pa moral gledati, kam grem lahko in sebi verjem se na zahodu, tudi če kaj najdel, ampak jaz sem ta prvi pogledal v Jugoslaviji. V Ljubljani so na postdiplomskem tisto leto imeli slovenščina 17. stoletja. Nisem drugega nič najdel. Sem rekel, ja, pa Zagreb ali pa Beograd. Mnogi so mi svetovali rajš Beograd in sem tudi spoznal, da je bilo boljš. Ker takrat, to je bilo 75, 78, sem bil v Beogradu, še ni bilo tistih trenj s Kosovem. Srbi so do Slovencev zelo odprti. Sem čutil to, da sem takrat naredil zaključek, Srbi so odlični ljudje, dokler so v Srbiji. Ja. Tam na univerzi seveda vedeli, enkrat sem moji mentorci, tako nekaj so se pogovarjali, sem rekel, ja, vse verjetno veste, da sem duhovnik. Ja, vem. Ampak so bili zelo, recimo, jaz sem imel te japonske dokumente, ki jih je bilo treba nostrificirati. In ko oktobra pridem v Beograd, tajnica na dekanatu pove, ja, tale profesor je velikrat v teh nostrifikacijskih komisijah, pejte k njemu in on oceni, a se splača vložiti prošnjo. Sem vložil, se je on strinjal, se vložil. In pa mi pa tajnica pravi, ja, kar na predavanje hodite, ko bo to nostrificirano, vas bomo pa naknadno vpisali. In zdaj oktobra je bilo prepozen, seja je bila že določena, ta moja prošnja ni bila na seji. Po novembra so ustanovili komisijo, ki naj bi decembra dala odgovor, ampak takrat pa seja ni bila sklepčna, tako da sem šele januarja so mi nostrificirali. In takrat pridem k tajnici, ste rekli, a šele zdaj, pejte k dekanu, a bo podpisal. In grem k dekanu, mu povem, seveda bom podpisal, se ni tvoja krivda. Tako da mislim, tu so bili izredno korektni, zelo dobro smo se razumeli. Tako da tista 3 leta sem pa živel tam v jezuitski župniji, v Beogradu imajo jezuiti eno hišo, cerkev prav v centru mesta, ki se s ceste nič ne vidi. Moraš vedeti, kjera vrata so, da prideš noter. Tam sem ob nedeljah pa pomagal, drugače sem pa čez teden sem bil pa na univerzi, tako sem 75 prišel, 78 magistriral in šel nazaj na Japonsko. In šli nazaj na Japonsko in potem 29 let tam. 17 let. Tako po tistem še, poučevali ste 17 let. Ja. In potem se zgodi kaj?
da greste drugam, da greste zdaj v deželo, po kateri vas poznamo ves čas, skoraj da našega radijskega dela smo govorili, pater Janez Mihelčič, misionar v Kirgiziji. No, že s tole Kirgizijo zdajle bi vas, predno se odpraviva k razlogu, k temu klicu, ki vas odnese drugam, ustavil. Kirgistan, Kirgizija, Kirgizistan, toliko je enih izrazov. Kaj je prav? Kirgizistan je italijanska verzija. Vsem Primorci zelo veliko slišijo to in se veliko tukaj sliši, ampak v ruščini je Republika Kirgistan. Ali pa Kirgiška republika prevedeno. Torej vi, ko nekomu poveste, kje ste bili, kje ste, rečete? Nikoli ne rabim Kizizi. Tam je zlog je dodan, ki ga ni v originalu. Torej Kirgizija, rečete? Kirgizija ali pa Kirgistan. Kirgizija, za vse, ki se morda sprašujejo, pa zdaj gledajo, kje je kakšen zemljevid, kje je kakšen atlas, del nekdanje Sovjetske zveze. To je ena od 15 republik bivše Sovjetske zveze. Kako velika je danes? 10krat večja od Slovenije. Prebivalcev pa približno 7 milijonov, še več kot 6 milijonov, mislim, da je že 7 milijonov. No, ampak moramo iti tja, k razlogu, pravzaprav k temu vabilu, da se zdaj odpravite z vsem znanjem, ki ste ga imeli, z vsemi izkušnjami, ki ste jih pridelali na Japonskem, da greste zdaj pa v drugačno, povsem drugačno okolje spet. To pa moram ta prvo nekaj čist drugega povedati. Konc 18. začetku 19. stoletja je bilo 41 let, ko je bila družba Jezusova prepovedana. Začel se je v Južni Ameriki. V portugalskih kolonijah so jezuiti imeli tako zvane redukcije. To je bilo, čisto zelo grobo rečeno, čisti komunizem. Vsi so delali, kar so mogli in so vsi imeli vsega dovolj. Ampak to ni šlo v račun tem izkoriščevalcem, ki so prišli tja, da se obogatijo. In so zahtevali od kralja, da jezuite izžene. In jih je izgnal iz teh južnoameriških misijonov. Potem je Španija tudi to, potem se je v Evropi začele, so jih izgnali iz Španije, so zbežali v Italijo. Pa je pa, kolikor jaz vem, Francija dala ta smrtni udarec. Je zagrozila papežu, da če ne ukine jezuitov, da bo naredila to, kar je Anglija, da se bo odcepila od katoliške cerkve. In papež je bil, ni imel kaj izbirati. Je pa v tistem dekretu, tisti buli, s katero je ukinil družbo Jezusovo, dal klauzulo, če ta dekret mestni vladar publicira, objavi. Ja. In evropski katoliški vladarji so takoj vse to naredili. Katarina Velika v Rusiji pa tega ni hotela narediti. Ker je imela šole jezuitske na poljskih teritorijah in teh, pa ne vem, če ni bilo tudi malo tako, da je nagajala nuncijo. Ker nuncijo je urgiral, ne objavi, ampak ona je tega nikoli objavila. Tudi tistih 40 let so jezuiti preživeli samo v Rusiji. Zanimivo. In takrat je bil Gruber, je bil nekaj časa vrhovni predstojnik. Mislim, da za Gruberja pa vemo. To pa vemo. Ja, torej, zato imamo jezuiti tak mehko točko v srcu za Rusijo. Je pa po konc 19. stoletja, ko se je družba Jezusova na zahodu že spet vzpostavila in spet delovala, so bili pa izgnani iz Rusije. In 100 let je bila prepoved, da jezuiti niso smeli v Rusijo. Po 91. je pa en poljski jezuit prišel v Moskvo in dosegel pri ministrstvu za pravosodje, da je bila ta prepoved umaknjena. In takrat je naš vrhovni predstojnik iz Rima poslal pismo, povedal to, da je ta prepoved umaknjena in spodaj s majhnimi črkami pripisal, da išče prostovoljce. To je bilo nekje 92. ali bo že 93. Jaz pravim, zakaj pa ne?
Če je večja potreba, jaz to ne odločam sam, ne predstojniki odločijo, kjer je večja potreba, jaz sem pripravljen iti. To ste sporočili takrat, ko ste bili še sredi dela na Japonskem? Ja. Ja? In, Se dali na razpolago? Ja, sem napisal in zelo hitro dobil odgovor. Ja, kvalifikacije so ta prave, ampak tvoja misija je Japonska. Ker takratni general Peter Kolvenbach je takih odločitev ni sprejemal sam, je zmeraj se posvetoval s provinco. Provinca, jezuiti na Japonskem in univerza so bili pa seveda proti temu, da grem stran. Seveda, potrebovali so vas? Ja, na oddelku za ruščino nas je bilo 7 rednih profesorjev in jaz sem bil edini katoličan, edini jezuit. To jaz razumem, ker če hočemo imeti vpliv, moramo imeti tam svoje ljudi. Ja, in zato so bili skozi zelo proti. Tudi ko sem šel, so se pritoževali, ne, ampak torej takrat je bilo to zavrnjeno. Potem so se pa spremenile okoliščine. Na Japonskem je postal provincial in španski jezuit, pater Nicolas, ki pozneje bil vrhovni predstojnik jezuitov, ampak takrat je bil pa moj provincial na Japonskem. Njega je predstojnik ruske regije, v Rimu sta se videla, prav, a se ne da nekaj narediti, da bi mene dobili. In menda je rekel, če pomislimo, koliko je Japonska dobila pomoči po drugi svetovni vojni, ko je bila japonska provinca jezuiti, so bili čist na psu, materialno in kadrovsko, ne, ljudi, bi bilo nehvaležno, če ne pomagamo zdaj nekomu, ki je bolj potreben. Pa ne gre. In ste šli v Kirgizijo? Ja, ne takoj. Ja, seveda. 97. sem šel v Moskvo. Tam sem bil po drugo leto. Tam smo imeli ko bi rekel, pastoralna šola, ker tradicija je bila prekinjena. V glavnem so to gor držali stare mame, vero, mislim. Ja. In da je bilo treba začeti s vzgojo, s katekizmom. Ne, in to je en italijanski škofijski duhovnik je ustanovil to šolo in 97. ko sem prišel, je pa škof prosil jezuite, ne prevzamemo. In sem tam po drugo leto sem tam in se s tem malo ukvarjal. 97. je pa Sveti sedež te nove srednjeazijske dežele uredil tako, da so cerkvene meje in državne meje se poklapale. Ja. Takrat je tudi vse te srednjeazijske dežele so vzpostavili diplomatske odnose s Vatikanom in je bil nuncij za Kirgistan, Kazahstan, Uzbekistan in Tadžikistan. Nuncij za 4 dežele. In on je zelo pritiskal na našega predstojnika v Moskvi, tam v Biškeku imate župnijo, tisti lepo teče, peljte naprej, ampak začnite v Kirgiziji še kakšno jezuitsko, intelektualni apostolat. Predstojnik ni imel pojma, kaj bi se dal narediti, človeka ni imel, pa mene prosi prav, pet pogledati, kaj se da narediti. In jaz sem šel v koncu 98. v Kirgizijo, z namenom, da tam na župniji pomagam in mogoče se bo v parih letih kaj pokazalo. Po 2 tednih tam so me povabili, da predavam japonščino na univerzi. Po 2 tednih? Po 2 tednih. To je toliko enih takih slučajnosti, ja. Jaz sem zmeraj to čutil prst božji. Če bi iskal, če bi plačal, ne bi tega mogel biti. Ampak pa se je še nekaj zgodilo za Božič. Jaz sem konec novembra prišel, za Božič pa pride v našo cerkev ena novinarka z časopisa, ki se ne bolj bran časopis v Biškeku, Večerni Biškek. Prav, kako pa tukaj Poljaki praznujejo Božič? Rekel, veste, tukaj Poljakov bolj malo, to so v glavnem Nemci, ali pa potomci Nemcev, ne, teh ruskih Nemcev.
Malo so se zapletla v pogovor in slučajno sem omenil, da sem bil na Japonskem. Veste kaj, pa bi pa jaz o tem rada in intervju s vami imela. In po novem letu so se dvakrat srečala in 2. februarja. 1. februarja sem se pa začela predavanje, sem začel predavati. V tem časopisu čez celo stran in članek z naslovom Jaz ne morem odpreti firme, ker imamo ta obljubo v Bošta, mislim, ona je to porabila. Pogovor je nanesel na to, pa ste rekli, ja, ne morem biti podjetnik. Ja, in ona je to v naslov dala. Ne? In te so vsi brali. In ena študentka mi pravi, moj oče pravi, ne bi bilo fajn, da mi je tacega profesora, sem mu pa rekla, sej ga imam. In mislim, take, spet toliko, če bi plačal, ne bi mogel take reklame dobiti. In tam je bilo vse, da sem jezuit, da sem duhovnik, pa sem pa naslednje leto sem imel tist natisnjene, skopiran. In če sem študenti kaj tako prišel, niste brali tistega članka, tukaj ga imate. Tako pa ste postregli z njim. Ja, tako da sem, mislim, od samega začetka je bilo vse kristalno jasno. Ne, tako Pater Janez, ampak mislim pa si, da je na vseh področjih med Japonsko tistega časa in Kirgizijo takrat ena velika razlika. V kulturi, v dojemanju sveta, potem v samem življenju, v razmerah. To je bil en drugačen svet. Drugačen svet, ampak jaz nisem imel nikoli težave s tem. Recimo, jaz sem bil 3 leta v Rimu, ki je tako milijonsko mesto, pa sem bil pa 2 leti na robu ene vasice na Irskem. Ja. In mi sploh ni nič. Ko sem končal vojašno, sem si mislil, če sem tole preživel, me pa nobena reč več ne vrže stira. In je res tako, da saj prva leta sem večkrat na to pomislil, kaj pa je to je mimogrede. Kako povezani ste bili pa v vseh teh letih, zdaj se ustaviva pri Kirgiziji, Slovenijo? A ste čutili to vez slovenskega človeka do misionarjev, do vašega dela v tujini? Izredno. Misijonskim središčem sem bil zmeraj povezan in odkar sem v Kirgiziji, sem vsako leto na počitnice prišel v Slovenijo, ker z Japonske je bilo v začetku vsakih 7 let. Sem tukaj ponavadi imel duhovne vaje z jezuiti in mislim ker v Biškeku sem bil dolg časa sam v stanovanju, tam na župniji 4 kilometre stran. Tam so bili še en pa 2 druga jezuita. Sem pa tam v stanovanju, sem član te skupnosti, ampak živim sam. In mi je ta spomin na Japonsko, prijatelji so brate na Japonskem in ta duhovne vaje tukaj s slovenskimi jezuiti, to me je gor držalo. Takrat mogoče niti nisem na to pomislil, ampak potem, ko sem se tako malo nazaj oziral, sem videl, da je to ena taka podpora in taka opora, da brez katere bi težko zdržal. A pa so ljudje v Kirgiziji taki, da so bili ob vas, da so opazili, da ste sami? Ste bili sami pa tudi osamljeni ali ne? Osamljen? Kaj pa je to osamljenost? Lepo. Tega nisem nikoli, te težave nisem nikoli imel. Jaz sem precej tako ekstrovert, sem imel zmeri dosti prijateljev. Tudi tam v Kirgiziji. Kirgizi so izredno odprti. Ti si katoličan, jaz sem musliman, imeva se rada. Recimo tak slučaj, ena kolegica, muslimanka, pride enkrat k meni pravi, veste kaj, jaz imam tukaj eno prošnjo, s katero ne moram nikamor iti, lahko pa grem k vam. Družina je imela enega prijatelja Angleža, ki je tam umrl v prometni nesreči. Prav, jaz čutim, da moramo moliti za njega, ampak k našemu imamu s tem ne moram iti. Pravoslavno cerkev k pravoslavnemu duhovniku tudi ne moram iti. Kam pa lahko grem? Molite za njega. In pa ne samo takrat, še kasneje enkrat prav, spet sem jaz sanjal od njega, molite za njega. Mislim, ta odprtost. Tudi še en tak slučaj. Torej, konec novembra sem prišel, sredi decembra so me najeli,
Začel sem pa predavati februarja. In konec decembra so pa imeli profesori pa uslužbenci tega oddelka tako, ko se reče po slovenski parti. Zabavo. Zabavo. Skupaj pridejo, ne, in se kaj pojejo, popijejo, pa se kaj. In ta dekanica me predstavi kot predstavnik Vatikana. Jaz sem bil pa takrat en mesec, ker sem prišel iz Rusije. Ne. Če bi se v Rusiji to zgodilo, bi vsak stopil en korak nazaj. Tukaj so pa vsi stopili en korak naprej. Fajn, nam boste kaj povedali, ker tukaj 50 let nismo nič slišali o religiji. No, ampak bila je tudi malo daljnovidna, ker pozneje ste res postali apostolski administrator v Kirgiziji. To je bilo pa čist slučajno zaradi nenadne smrti škofa. Škof je, ne vem, mislim, da je imel težave s slinovko, se ni zdravo ali kaj, nenadoma je umrl. Jaz sem bil tukaj v Sloveniji na počitnicah, pa sem šel hitro nazaj za pogreb. Pa mi pa tam nuncija takrat ni bilo, je bil samo tajnik nuncija, torej pride in me tako pod strogostjo papeške tajnosti vpraša, če sem pripravljen sprejeti za administracijo. To je izraz ad nutum sancte sedis, začasno, ko imaš vse dolžnosti, pa nobenih pravic. Jaz sem vedel, jaz sem takrat že bil skoraj 75 in moj rojstni dan sem papežu poslal pismo, da odstopam, da ne mi najde drugega. Dober let sem bil v tej vlogi, ampak jaz se nisem kaj drugače obnašal ali počutil. Ste ostali pater Janez, tudi s takim ali drugačnim nazivom. Zgodbe take in drugačne seveda prinesejo tudi taki časi. Pater Janez, zdaj ste doma. Še en mesec. Še en mesec ste doma in potem nazaj v Kirgizijo. Upam. Tako? Če bo taka božja volja, ne? Ja. Pravite, vse življenje ste se naslanjali na njo in vidite, da je bil vse božji prst. Vse prav teklo. Ja. Kaj vas čaka? Kakšno je vaše življenje danes tam kaj? Ja, kljub letom zaenkrat še predavam, ker tam ni omejitve in dokler te marajo, te držijo. Ampak za predavanje to, da poučevanje japonščine lahko še, ampak priti na univerzo pa nazaj me pa zdeluje. Tako da sem zdaj že skoraj odločen, da bom nehal. Je pa tista gospa, ki bi me zamenila, ima en mesec pa pol študija na Japonskem, tako da september bom verjetno tisti mesec pa pol še predaval. Pravite, da vas utrudi pot, prav ta fizična pot od doma do... Ja, zelo hitro se utrudim. Kar pa takole pa lahko ure in ure. Zdaj bi lahko še in še klepetala. Ja. Torej poučujete, predavate tudi lahko v neskončnost. Ja. Po drugi strani pa župnija odpira otroški vrtec. In tam rabijo direktorja. Torej spet novo križišče, spet nov božji namig. To je pa vse pripravljeno, delali bodo drugi, ne? Jaz bom tam za fasado. Jaz verjamem, da bo ta fasada še in še koristna. Kako doživljate pa zdaj te Zlato mašo, pa njeno ponovitev, pa tisto, kar je bilo pred njo? Neverjetno sproščeno. Res, tako sam sebe sem se čutil, kako sem bil sproščen. Prvo smo imeli že v soboto v Dravljah 3, potem pa v nedeljo v Radovljici. Vedel sem, da je vse pripravljeno, meni treba za nič skrbeti, jaz samo tam se pokažem in se veselim. Pater Janez, ko bo prišel čas, če zdaj pogledate naprej, a boste lahko rekli s pesnikom, dober boj sem dobojeval in vero ohranil? Upam, da. Jaz ponavadi pravim, če bi se moral še enkrat odločiti, bi se za isto odločil.
Lepa misel, s katero lahko končava, čeprav bi bilo še in še tem, ki bi jih lahko načela s pogledom na mladost, pa na Japonsko, pa na Kirgizijo, pa na vse postaje vmes, pa k jezikom. Pater Janez, hvala lepa za to, da smo lahko z vašim življenjem in potjo po njem v pogovoru širili tudi svoje obzorja. In res, hvala za vse tudi misionarske zglede, ki smo jih spremljali od daleč, tudi s pomočjo Misijonskega središča Slovenije že doslej. Hvala. Vse dobro in Bog vas živi. Hvala enako. Naš gost.